Lepo pozdravljeni, predstavili vam bomo magistrski študijski program Znanost o materialih. Materiali so v vsaki pori našega življenja, študij materialov je precej interdisciplinaren. Tukaj se združujejo osnove fizike, kemije in tudi inženirstva. Namen takega interdisciplinarnega študija je, da dobimo vpogled v raziskave oziroma razvoj materialov, od tega, kako poteka zasnova nekega dizajna, do tega, kako te materiale pripravimo na laboratorijskem nivoju, kako jih karakteriziramo in nato do tega, kako jih spravimo v industrijo. Z nami je študentka študijskega programa Znanost o materialih, Sara Kozjan. Sara, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Bo iz prve roke povedala nekaj več o tem študiju. Sara, zakaj si se ti odločila za magistrski študij Znanost o materialih na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici? Za študij sem se osebno odločila zaradi tega, ker me pač znanost nasploh zelo zanima. Prav za smer materiali sem se pa odločila, ker se mi zdi, da so materiali zelo pomembni v našem življenju. Pač pojavljajo se povsod okoli nas in mislim, da jih je pač zelo zanimivo preučevati in pač razvijati. K tem mojem izboru je pa dosti prispeval tudi zelo pester in zelo zanimiv predmetnik, ki ga pač ta smer ponuja. V čem je ta študij poseben? Kaj ti je pri tem študiju všeč? Kje vse poteka tvoje izobraževanje? Študij na Fakulteti za naravoslovje je poseben, ker pač se izvajanje predmetov in delo poteka pač v manjših skupinah, kar pač omogoča neposreden stik s profesorjem, boljšo komunikacijo in s tem tudi lažje razumevanje snovi in možnost boljše in pač bolj natančne razlage. Meni pač tak način dela zelo ustreza in sem z njim zelo zadovoljna. Saj mislim, da od takega načina dela pač odnesem veliko več. Fakulteta sodeluje tudi z Kemijskim inštitutom in Inštitutom Jožefa Štefana. Zato pač študij poteka na 3 lokacijah, in sicer v Ajdovščini, na Fakulteti za naravoslovje, na Inštitutu Jožefa Štefana in na Kemijskem inštitutu. In s tem se mi zdi, da pač, ker poteka na 3 lokacijah in več, ker je tudi povezan z inštituti, pripomore k večjemu znanju. Super. V okviru študija imate tudi pestro izbiro izbirnih predmetov. Zakaj se ti zdi ta širina izbire za študente koristna? Ta zelo pestra izbira teh izbirnih predmetov pač študentom omogoči, da se pač osredotočijo na neka področja, ki jih bolj zanimajo in veselijo in ki bi jim v prihodnosti prišla bolj prav. Spravi je večja izbira, imaš več možnosti, ko pa če imaš na primer samo 3 izbirne predmete, moraš se odločiti, tega pa tega bom zbral, tako pa kar jih je več, se pač odločaš, kaj te bolj zanima in imaš večjo izbiro. Super. Katera znanja tekom tega študija pridobiš? Tekom študija pač pridobiš znanja z področja znanosti, razvoja, materialov, njihove karakterizacije, tehnologije, kako se razvijajo materiali, kako jih vpeljemo v neko tehnologijo. Dobimo tudi znanja z področja kemije, fizike, inženirstva. Mislim, da zelo velik spekter znanj. Komu bi ti priporočila ta študij in poklic? Po mojem mnenju bi ta študij pač priporočala vsem, ki jih zanima znanost, razvoj, materiali, inženirstvo in pa tudi kemija in fizika, pa tudi tehnologija. Vsem, ki so pač usmerjeni v naravoslovje, v naravoslovne vede. In še zadnje vprašanje, kje vse se lahko magister, magistrica materialov zaposli? Spekter je verjetno kar širok. Po mojem mnenju je spekter zaposlitve zelo velik. Lahko se zaposli v razvoju, znanosti, raznih inštitutih, kot sta na primer Inštitut Jožefa Štefana in Kemijski inštitut, ki glih sodelujemo z njimi, v farmaciji, medicini, industriji, raznih tovarnah, oziroma na splošno povsod, kjer se pač pojavljajo materiali. In pač, ker vemo, da se danes pojavljajo povsod ti materiali in jih uporabljamo in potrebujemo povsod, je ta spekter zaposlitve zelo velik. Hvala lepa za te tvoje odgovore.
Hvala vam. Jaz ti želim vse dobro naprej na tvoji nadaljni študijski poti in upamo, da smo s tem intervjujem, s temi odgovori mogoče komu malo pomagali pri odločitvi o izbiri študijskega programa, študijske smeri. Tudi jaz upam. Hvala tudi vam.